Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Doktorica Maja Kolar, nahajava se na biodinamičnem vrtu. Kako je v letošnjem letu obrodilo te sadove, ki so na tem vrtu? Ja, kljub vemo, da ne ravno zelo primernim vremenskim situacijam, ki so se dogajale v letošnji predelovalni sezoni, smo z pridelki iz tega vrta kar precej zadovoljni, kar kaže na to, da res verjetno delamo v skladu z naravo, da jo pač vzpodbujamo in nam potem tudi bogato to poplača in nagradi z okusnimi in obilnimi pridelki. Zelo dobro pa sodelujete s Srednjo gostinsko šolo iz Radovljice in pa tudi šolo Antona Janše tukaj v neposredni bližini. Ja, res je, z šolskimi skupinami zelo dobro sodelujemo in si tudi želimo v prihodnosti še več tega tovrstnega sodelovanja. Tudi za današnjo prireditev je Srednja gostinska šola pripravila raznolike jedi in to samo s pridelkov z našega vrta. Hkrati pa tudi šolski vrt obiskuje osnovna šola Antona Janše in tudi osnovna šola Antona Tomaža Linharta, kjer pa skupaj z učenci ne da samo se učimo, kako se prideluje zelenjava, ampak tudi izvedemo določene učne ure. No, že pred leti ste dobili Demeter, letos pa ponovno priznanje in verjetno si vsi želite, da bo to trajnostno. Ja, vsekakor tudi v tem smislu delujemo na tem vrtu. Res smo zelo veseli, ker smo dobili nagrado. Bili smo med nagrajenimi na mednarodnem natečaju biodiverziteti najbolj prijazen šolski učni vrt in to si je pač prislužil naš vrt to nagrado. Letos pa so vam postavili učilnico na prostem. Ja, kot sem že prej povedala, vedno več sodelujemo tudi s šolskimi skupinami in v okviru projekta Seme preteklosti je seme prihodnosti smo dobili tudi novo pridobitev in sicer učilnico na prostem, zato da se res lahko z učenci tukaj tudi učimo in spoznavamo tudi, v bistvu, da imamo učenje v naravi in imamo učilnico na prostem. Hvala lepa za pogovor in naj vam vrt tudi v naslednjem letu dobro obrodi. Najlepša hvala. Vaši dijaki so ponovno pripravili pogostitev tukaj na biodinamičnem vrtu. Kako ste jo pripravili? Ja, skupaj z dijaki sodelujemo, se pravi pri praktičnem pouku kuharstva in pa strežbe. Zraven smo sodelovali vsi učitelji praktičnega pouka, se pravi tudi učitelji, ki so poučevali pred dijake pri pouku kuharstva, nato pač tudi učitelji praktičnega pouka strežbe. In s čim ste pogostili vse kolesarje 19. kolesarskega izleta? Pripravili smo razne hladne predjedi, se pravi bolj prigrizke, kjer si gosti jemljejo jedi z rokami, nekaj pa tudi tople juhe in pa ker je bolj jesenski čas, že nas krajšal s hladnim vetrom, pa smo pripravili tudi topel čaj. Vse, kar ste pripravili, je tukaj iz ekološkega vrta. Res je, skupaj z vrtom, se pravi tem kotičkom, pravi Mekom vrtom sodelujemo, ter nam pripravijo razne sušene zelišča, ki izdelujejo. Nato tudi šola sodeluje s tem in je vedno vključena v to, da pridemo in vzamemo sveža zelišča, zato da jih potem lahko pripravimo in izdelujemo za razne jedi. Letos je organiziran že 19. kolesarski izlet, za vse te udeležence pa vedno pripravite tukaj pogostitev. Ja, približno 15 km je bil ta kolesarski izlet. Moram reči, da je bilo čudovito vreme za kolesarjenje. Seveda vedno se pa dobimo na tem prečudovitem sadovnjaku in pa vrtu, učnem vrtu z visoko blagovno znamko Demeter. Tudi vse, kar smo danes poskusili v hrani, je bilo pridelano tukaj in pa prav moram pohvaliti to sodelovanje s Srednjo gostinsko šolo iz Radovljice, tako res zanimivo, okusno so pripravili, da sem prav navdušen.
No in ta biodinamični vrt je tudi letos dobil posebno priznanje. Ja, seveda, glede na to, upam, da ste tudi posneli, ker je tako čudovito iz leta v leto se nadgrajuje. Torej, bili so pravzaprav med 3 vrtovi v Sloveniji, seveda ekološkimi, biodinamičnimi, in smo ponosni, no, da imamo tak visok nivo. Ne gre samo za proizvodnjo tukaj, ampak gre predvsem v ozaveščanje mlajših, predšolskih, osnovnošolskih in pa tudi srednješolskih otrok. In sem prepričan, glede na to, da imamo to že od leta 2014, da bo trajnostno in da bodo vse generacije videle, kako se prideluje prehrana in to na visokem ekološkem nivoju. Se ekološka prehrana vedno bolj uveljavlja vse povsod, tudi doma. To je res in pri nas imamo tudi dovolj veliko število ekoloških kmetov. Moram povedati, da v okviru tega projekta je tudi semenjalnica in ekološki kmetje, bom rekel, vsako leto posejejo predvsem določene produkte za to, da naredijo oziroma pridelajo semena in jih potem naslednje leto torej namnožijo in zdaj ta semenjalnica tudi že več kot 4 leta zelo uspešno deluje v Čebelarsko-izobraževalnem centru v Lescah. In upajmo, da bo tako tudi naprej. Absolutno, ja.